Nihče ni nad zakonom je fraza, ki jo te levičarji radi uporabljajo, razen kadar gre za njih same, ko pridejo v težave, ker seveda oni vedo veliko bolje kot novice. In nihče tega ne počne bolje kot levica. A nihče tega ne počne bolje kot levičarski zvezdniki. In danes v naši posebni epizodi o teh ljudeh, ki mislijo, da se lahko izmažejo iz česarkoli, ker zakaj pa ne, govorimo o Sunny Hostin. Za tiste, ki ne veste, ona je voditeljica oddaje The View. In seveda vse, kar pride z oddajo The View, veste. Takšni komentarji. On bi bil kazensko odgovoren, ker nihče ni nad zakonom. Nihče ni nad zakonom. Nihče ni nad zakonom. Seveda, čez trenutek si bomo ogledali celoten posnetek. Tukaj govori o Trumpu, ker je kriminalec in nihče ne bi smel biti nad zakonom. Ampak zdaj, ko je njen sin zašel v pravne težave, misli, da je ona nad zakonom. Tukaj so podrobnosti te zgodbe. Nihče ni nad zakonom. Obtoženi smo, opravili smo s pištolo. Lonnie Hostin iz oddaje The View očitno poskuša izkoristiti svoj slavniški status, da bi svojega sina rešila domnevnih kaznivih dejanj. Da vam predstavim situacijo. Njen sin je bil zunaj na teku in naj bi domnevno vstopil na zasebno posest. Ko ga je policija ustavila, mislim, da je star 24 let, je takoj poklical svojo slavno mamo. Poklical je svojo mamo, naj pride na kraj kaznivega dejanja in mu pomaga. Po naših virih je takoj prišla in začela govoriti: ali veste, kdo sem jaz? Poleg tega, da je naredila, kar je res nerodno. Ta fant je na Harvardu, oziroma je bil na Harvardu, in mislili bi, da bi nekdo, ki je prišel na Harvard, znal sam reševati stvari. Ampak ne. Vsi vemo, kako je prišel na Harvard. Jaz sem Sunny Hostin iz oddaje The View. Sem sovoditelj v oddaji The View. Ni me briga, če si Humpty Dumpty. Tvoj otrok je nedovoljeno vstopil. Tvoj otrok je dejansko nedovoljeno vstopil. In ti si pravna strokovnjakinja v oddaji The View. Tako zdaj Sunny Host in vsi njeni pravni strokovnjaki. Ona je pravna strokovnjakinja v oddaji The View. To naredi celo zgodbo še veliko slabšo. Ne bi vedela, ker bi raje dobesedno pojedla kuščarja, kot pa gledala The View. Strokovnost. Odločila se je, da bo v tej sodni zadevi, v tem primeru nedovoljenega vstopa, zastopala svojega sina. In poslala je pismo, kaj ne? Poslala je pismo okrožnemu tožilcu, v katerem je v bistvu zapisala: moj sin je diplomant Harvarda, moj sin je mladinski olimpijec, je izjemen državljan. Naj to razčlenim. Vaš sin je diplomant Harvarda, pa ne zna prebrati table prepovedan vstop. Zato ne bi smeli pošiljati svojih otrok na univerze Ivy League, prav? Mislim, Link ima popolnoma prav. Kmalu bomo prišli do preostalega njegovega komentarja, ampak najprej si poglejmo, kaj se je dejansko zgodilo na tem dogodku. Ste pripravljeni? Tako boleče je gledati. Običajno je to prekršek. Znižujemo ga na kršitev. V redu? Vem, da ste vznemirjeni. To počnemo le kot odvračilni ukrep, ker, kot sem vam že pojasnil po telefonu, poleg tega, da je nezakonito, kar je sicer drugotno, je tudi nevarno. Mimogrede, moja mama je odvetnica, v redu je. Kako ti je ime? Kako ti je ime? Gospod? Sem Brian. Brian, je to tvoja številka značke 2814? Ja. Torej, razlog, da vas ustavljamo, je ta, da gre tukaj za nedovoljen vstop. Opravičujem se, ampak tam je bilo odprto, samo tekel sem tukaj. Lahko prihajate, pozglavljeni. Ja. V redu, opustite, samo pogledal sem. Odprto zame, zato sem samo vstopil. Samo želim zapisati svoje mnenje. Resnično me ne zanima, če nekdo nekje hodi, ampak če je znak za prepoved vstopa, tega ne bi smel početi. Moj problem ni v njegovih dejanjih. Pač karkoli. Je bedak. Seveda je bedak. Prišel je na Harvard. In tega ne rečem več zlahka. Ampak ne maram dejstva, da mama misli, da je vse dovoljeno, ker je slavna. To je tisto, kar me tukaj moti, veš? Pa sej koga briga, če nekje hodiš. Mislim, verjetno je to nezakonito. Tega ne bi smel početi, ampak ni dovolj pomembno, da bi bila to velika zgodba. Ona je tukaj zgodba, ne on. To se obravnava kot nedovoljen vstop. Gre za kaznivo obliko nedovoljenega vstopa. Razlog, zakaj je to tako velika stvar, je, da ljudi ves čas povozijo vlaki. To želimo preprečiti, seveda. Prosim, lahko. Prosim, drži telefon. Ja, moj telefon ima 2% baterije, sem za informacijo. V redu. Torej ja, to je nedovoljen vstop. To je resna zadeva. Nočemo, da ljudi povozijo vlaki. Zato lahko to prevozimo. V redu. Ali imate kakšen osebni dokument pri sebi? Ja, v redu, kje je? Je v mojem telefonu, če snamete uvitek. Povej Gomezu, da je tvoja mama zvezna tožilka. Je. Živijo, mama. Kako si? Tukaj je policist Gomez. Tvoj sin je v redu. Pozdravljeni, kako ste? To je, zvezna tožilka. V redu, moj sin. Diplomiral je na Harvardu. Ima dobro življenje, ni kriminalec, nima kazenske evidence. Brez kriminalne preteklosti. Ja, mene, razumem to. Mimogrede, verjede dober. Kaj? Mislim, da želi povedati, da ni slab človek, ki rad vstopa tja, kamor ne sme. On je res neverjeten. Težava je, kot sem povedal vašemu sinu, da se to šteje za nedovoljen vstop. Poleg tega, da je nezakonito, je tudi zelo nevarno, da teče po železniških tirih. Veste, pogosto se zgodi, da ljudi zadene vlak, prav? Pokličimo mojo mamo po telefonu. Seveda je. Živijo, mama. Živijo, mama. Živijo, mama. Živijo, mama. Živijo, mama. Potrebujem tvojo pomoč, mamica.
Hej, se iz tega, ima svoj telefon. Seveda. In če se telefon izprazni, me lahko pokličeš? Seveda. Torej, ja, samo povejmo. Gospod Sato, to je policist Gomez. Pozdravljeni, policist Gomez. Približno 4 minute stran sem. V redu, to je v redu. Samo želel sem vas obvestiti. Vašemu sinu bom napisal tako imenovani poziv za zglasitev na sodišču. Prepričan sem, da veste, kaj to je. Vse bom razložil, kam se mora javiti in vse te stvari, ker gre za kaznivo vstopanje na tuje, kjer je bil. Običajno je poskušal bo. Počakajte za trenutek. Običajno je to prekršek. Očitno ga znižujemo na kršitev, ker poslušajte, nima ničesar v evidenci. Bil je zelo sodelujoč z nami, toda trenutno mu bomo morali izdati poziv za prihod na sodišče. Policist. Je to res potrebno? To je še otrok, ki ne počne ničesar. Je diplomant Harvarda in raziskovalec na Yaleu. Poučuje geometrijo, razumem to. Poglej, iskreno, resnično malo razumem, Soni. Če je tvoj sin popoln, ne da vem, da je tvoj sin popoln, ampak je res super fant in nikoli ni naredil nič narobe. Naredil je nekaj mal neumnosti in zdaj bo imel nekaj v svoji evidenci. To je nekaj, zaradi česar bi večina mamic ponorela. Popolnoma to spoštujem. Spet, moj problem tukaj je bolj ta celotna zadeva, veš, kot da sem pomembna, ne? Ni tako, ni nič kaznivega. Samo pojaviti se mora. Poenostavljam na prekršek. To je vse, kar je. Torej, ni prekršek v smislu kaznivega dejanja. Samo znižuje se. Dobesedno mu pišem prijavo po členu 140.05, to je prekršek zaradi vstopa na tuje zemljišče. Moral bi se pojaviti, kar je neprijetnost. Razumem to. Ampak z vsem spoštovanjem, gospa, še vedno imam svoje delo. In moramo odvrniti ljudi od tega, da bi bili na terih. Ker spet. Poleg tega razumem, ampak kar vas prosim je, da ko to dobi tožilec ali sodnik, bi moral samo plačati globo. In obstaja kazen. kaj se zgodi, če tega ne narediš? Čakaj malo, kaj se zgodi, če se odločite, da boste to napisali? No, veš, imamo kamere povsod. Veš, če te ne bi videli, bi nekdo to prijavil. Prav, veš, preveč vlakov je prihajalo in odhajalo, da ne bi. Sovražim troči. Moj partner pravi, da so nam roke zvezane. Je tako, kot je. Poslušaj, res cenim, da si bil glede tega kul. Veš, ti nismo nadeli lisic. In to naredimo zaradi naše varnosti in vsega tega. Stari, živijo, kako si? Jaz sem policist Gomez, ni problema. Opravičujem se za to, ampak veš, je tako. Torej, kot sem ti razložil, je to običajno prekršek. Nismo to zmanjšali na kršitev. V redu. Vem, da si jezen. To naredimo kot odvračilni ukrep, ker, kot sem ti že pojasnil po telefonu, poleg tega, da je to nezakonito, kar je sicer druga tema, je tudi nevarno. Mislim, to je v bistvu to. Mu lahko daste opozorilo? Trenutno ne morem. O tem moram napisati poročilo. In kot sem rekel, je to ponavadi prekršek ali pa se zniža na kršitev. Torej ga dejansko obravnavajo po 140.05. To ne bo šlo v njegovo evidenco. Ne bo ga prizadelo za 1 leto. Ni tako. Če sprašuje glede svoje vozniške, absolutno ne. Ja, ne bo ga prizadelo za 1 leto. Ne moramo biti. Ne, razumem, res ne vem. Hej. Kako si? To je moj sin. Mislim, lejte, vem, da poučuje in da bi to lahko uničilo njegovo kariero, bla, 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 ampak ne bo, ker bo ta video postal tako viralen, da, no, ni video dober, fantje, ni video dober. Evo. Mislijo, da so nad zakonom. Lejte, ne mislim, da je naredil kaj res posebej narobe. Je nevarno, ne tecite po tirih, kjer so vlaki, to je neumno, ampak, lejte, sem zvezna tožilka, tega res nočete reči. Tega preprosto nočete reči. Oprostite, vsi skupaj. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.